Da se predstavim, Valentin Kalan, učitelj filozofije in sociologije svoj čas na gimnaziji, na to pa sem se ukvarjal bolj s filozofijo in drugimi stvarmi. Dal sem se napisati na listo, ker se mi zdi, da je tudi mestna občina, se pravi lokalna dejavnost, pomembna za politiko, kajti državljan se sreča s politiko v krajevni skupnosti, v prometu, ko naleti na redarja, policista, ko rabi bankomat. In moja osnovna ideja je, da mora mesto Ljubljana skrbeti za enakopraven razvoj vseh krajev. In mestna občina je velika, od Sostra in Polja, od krajev kot so Janče in ne vem kaj še tam v Najnarje, vse to je Ljubljana. Se pravi, druga stvar je, pogledal bom, kaj je v mestnem statutu napisano in kaj ni. Kar me na prvi pogled moti je recimo, da so redarske kazni previsoke za naše plače. Primerljive avstrijske za prekršek prometni so recimo napačno prehitevanje 30 evrov, pri nas 150-120. To so ustraševalne kazni, to povzemam od Jelinčiča. Kazni treba prilagoditi plačam ljudi. Druga stvar, ki je, kaj je program. Politika je lahka in težka. Treba narediti, kar ljudi manjka, to da kako to napraviti, je pa vedno težko. Vsakdo ve, kaj manjka, kaj pa je treba napraviti, pa ne. Nadalje je seveda znotraj mestne politike marsikaj naštetega v nalogah mestnega sveta in jaz bi bil pozoren na komunikacije. Recimo, internet in tako dalje je zelo priljubljen, to da mi vemo, da veliki brat ZDA vse, kar se preko Googla dela, spremlja. Se pravi, mi moramo paziti, da se ta komunikacija v resnici izvaja tako, da zaščiti posameznika. Danes sem v italijanskem časopisu Republika prebral, edini pravi pečat na Googlu za osebno javnost bi bil solza državljana. Vsi drugi podatki se jih da zmanipulirati. No, mislim, da je tudi zelo pomembna naloga, ki jo Ljudska stranka lahko spremlja, je lokalizacija uporaba prostora. Kdo bolj kot krajani ali pa kmetje vedo, kaj je to zemlja in kraj. In tu ta stvar ima velike razsežnosti, lahko majhne, čisto za problem stanovanja, lahko pa tudi politično. Recimo, za mene nesprejemljivo, da je ameriško veleposlaništvo 500 metrov ali pa 200 metrov od vseh vladnih poslopij. Se pravi, to z vidika varnosti je škandal. Ali pa da se protestira pred predsedniško palačo, ravno tako. Toliko za enkrat, hvala.